Sklad deluje od leta 1979, ko je v prometni nesreči umrl 9-letni Mitja, ki je imel Downov sindrom. Takrat se je porodila misel, da se mora iz žalostne izkušnje roditi nekaj dobrega. Tako je bila ustanovljena prva organizacija na Tržaškem, namenjena oskrbi prizadetih mlajših odraslih. Razvija različne oblike pomoči in izobraževanja slovenskih družin v Italiji. Izobraževanju in povezovanju ljudi je namenjena tudi revija za vzgojo in izobraževanje Škrat, ki je za gibalno ovirano mladino dobrodošla oblika posredovanja učnih in kulturnih vsebin. Delovanje sklada je zelo široko. Dejavnost našo, ki je bila predvsem namenjena otrokom s posebnimi problemi in potrebami, smo razširili, da je namenjena vsem šolam, vsem stopnjam šol. Imamo nalogo, da podkrepimo vzgojno delo šolnikov, da pomagamo družinam, ki so v stiski. Naš sklad se skrbi za to, da bi tudi odrasli lahko izobrazili. Mi imamo poleg sklada tudi vzgojno zaposlitveno središče. Pri njem usposabljamo za avtonomno življenje skupino invalidnih oseb. Večinoma so z duševnimi motnjami. Ta sklad, ki smo ga zdaj tukaj mi zgradili, je zelo pomemben za naše otroke, ker se tiče slovenskih otrok, mi sploh tukaj nismo imeli nobenih takih stavb in takih hiš, recimo za prizadete. Smo se morali posluževati italijanskih ustanov. Je naša velika skrb tudi, da s svojo revijo Škratom, ki je namenjena vsem vzgojiteljem, se pravi od staršev do vzgojiteljic v vrtcih, učiteljev, profesorjev na nižjih in višjih srednjih šolah, kot pomoč pri didaktiki, metodiki, izbiranju vsebin, širjenju kulture. Kar se tiče te naše ljube revije, imam do nje odnos, ki je iz samega, bi rekel, jasno pozitiven, občudovalen odnos, z edino izjemo, kot rečeno, do njenega naslova, Škrata, ker se mi zdi, da ni primerna za njeno vsebino, ki ni nič škratovska, nasprotno je zelo vsebinsko tehtna, moderna, aktualna. In eden od takih preredkih pobud, ki so skalile to mrtvilo, je ravno nastanek te revije Škrat. Tale plus kot je našem mrtvilu, tale živost je nastala na področju slovenske besede.